Včeraj se je končala seja odbora za finance, ki je zaključil obravnavo tako rebalansa, kot tudi zakona o uravnoteženju javnih financ. Moram reči, da smo z tem zaključkom zadovoljni in pričakujemo tudi, da bo nadaljevanje potekalo v skladu z dogovori in usklajevanji, ki so še na nekaterih področjih odprti. Zdaj, za začetek morda nekaj besed o tem, da je bilo zavedanje, da proračun za letošnje leto ni dober, ni primeren, ni uravnotežen, se je pojavilo že v zaključku prejšnjega leta, ko se je v tistem obdobju, nejasnem obdobju, kdo bo mandatar in kdo ne mandatar, začelo pogajanje z ekonomsko-socialnimi partnerji. In takrat, kot veste, je gospod Janković dosegel nek dogovor glede interventnih ukrepov, ki so imeli relativno blag učinek v prvi polovici leta in nekoliko močnejšega v drugi polovici leta. Zdaj, takrat je bil ta zakon sprejet z visoko stopnjo političnega soglasja. Vendar ti ukrepi, ki so bili takrat sprejeti, niso zadoščali in nova vlada je po konstituiranju morala takoj pristopiti k inventuri stanja na posameznih resorjih, pregledu vsega tistega, kar striže, kar presega zmožnosti financiranja državnega proračuna, in v zelo kratkem času, v prej kot 3 mesecih, je vlada pripravila ukrepe, pripravila rebalans in pa tudi zakon o uravnoteženju javnih financ, s katerim se je posegalo na mnoga področja, predvsem s ciljem, da se zmanjša primanjkljaj državnega proračuna. Jaz mislim, da gre tu za podvig vlade, ki je v kratkem času, tudi v pogojih prestrukturiranja, kot veste, je prišlo v tem času tudi do sprememb zakona tako vladi kot v državni upravi, da je prišlo do združevanja posameznih resorjev, uspela v tem času pripraviti tudi omenjene ukrepe. Res je bilo to pripravljeno v časovni stiski, vendar je bil pripravljen tudi dinamični načrt pogajanj in pogovorov z ekonomsko-socialnimi partnerji. Tudi zaradi te časovne stiske so morda kakšni ukrepi manj natančni, so morda kakšni ukrepi morda bolj nedosledni, morda so vmes tudi kakšne napake, vendar ocenjujem, da je to bilo potrebno sprejeti. In tudi, če bi imeli na razpolago več časa za pogajanja, več časa za pogovore, bi na koncu, vsaj po dosedanjih izkušnjah, vedno prišli v to časovno stisko in bi tudi te zadnje trenutke bili prisiljeni usklajevati določene stvari in jih potem tudi v zakonodajnem postopku dopolnjevati, spreminjati in tako naprej. Tudi tak pristop bo uporaben še danes, ker imamo pri nekaterih pri zakonu o uravnoteženju javnih financ možnost, da do začetka postopka jutri vložimo še amandmaje, ki bodo usklajeni z dogovori med partnerji. Zdaj, tu lahko ugotovimo, da je bil ta postopek priprave rebalansa in spremljajočih aktov težak, da je bila na začetku relativno nizka podpora tudi v ekonomsko-socialnem svetu, predvsem največji sindikati, ki imajo zelo veliko težo, so temu postopku in načinu nasprotovali. Ni bilo tudi politične podpore, vendar skozi proces pogajanj se je tako retorika, kot tudi stališča, kot tudi pristopi, izjavi bistveno spremenila. In tudi z odmikanjem časa, ali pa približen časa za to, da se ti ukrepi sprejmejo, se je tudi spreminjal pristop ali pa odnos posameznih ekonomsko-socialnih partnerjev do teh ukrepov. Zdaj,
kolikor je tedaj znano, največji sindikat, veleprodajnih sindikatov tem ukrepom več eksplicitno ne nasprotuje, čeprav se ne strinjajo niti z načinom, niti z določenimi rešitvami, vendar se zavedajo resnosti položaja in ocenjujem, da bo danes tekom dneva dosežen tudi dogovor z sindikati javnega sektorja, da bodo tudi tu padle te ovire oziroma napovedane blokade, ki naj bi grozile tem ukrepom. Jaz ocenjujem, da bo v državi prevladala modrost, da je te ukrepe potrebno sprejeti in da bo v nadaljevanju najbrž potrebno odpreti še kakšno področje pri pripravi proračunov za leti 2013 in 2014. Zdaj, na koncu so ostali kot glavni kritiki, kot glavni nepodporniki teh ukrepov, predvsem nekatere politične stranke, obe opozicijski stranki tem ukrepom nasprotujeta in glede na razvoj situacije, glede na razmere zadnjih dni je pravzaprav to nasprotovanje izpadlo celo nekako komično. Mi vemo, da ima vsak sistem, tudi najboljše gospodarske družbe, tudi najboljše organizirane službe javnega sektorja, veliko balasta. In marsikaj je v vseh sistemih odveč, je urejeno prerazkošno, je premalo učinkovito. Vsak sistem ima najbrž preveč personalnih in tudi drugih administrativnih ovir, nepotrebnih stroškov, kakšnega nadstandarda in te stvari je pač potrebno urediti v vseh sistemih. Zdaj, mi smo ta javni sistem pustili relativno dolgo nedotaknjen, pravzaprav večina vlad vanga ni posegala in zato so morda ti ukrepi, ki so se prvič zgodili v tako močni obliki, vzbudili toliko razburjenja. Vendar ta korak je potreben, ta korak bo zmanjšal javnofinančni primanjkljaj in ta napihnjen balon se bo zagotovo nekoliko zmanjšal. Tu bi opozoril samo še na te konceptualne razlike v pristopih med posameznimi partnerji, političnimi partnerji ali pa političnimi strankami. Zdaj, koalicija si je postavila za cilj, da najprej opravi z tem balastom v javnem sektorju, to se pravi s tistimi stvarmi, ki strižejo, ki odstopajo, tudi posegamo v nekatere pravice. Medtem ko je opozicija imela pravzaprav koncept, da bi najprej poskušala to nekako uravnotežiti z dvigom davkov, predvsem DDV-ja. In s tem bi vse tiste nepravilnosti ali pa razkošja, ki so v tem javnem sektorju, v bistvu prekrili in še naprej zbudili ta občutek nekega vzdušja, da se da to vse urediti. Če hočemo resno opraviti sanacijo v javnem sektorju, če hočemo resno poseči v te določene tako imenovane privilegije ali pa tudi pravice, ki odstopajo, potem je treba najprej to področje urediti in eventualno tisto, kar bo zmanjkalo na koncu, pokriti z ukrepom, ki zadane prav vse. Tu je ta naša bistvena razlika. Jaz upam, da ta konceptualna razlika ne bo trajala predolgo, da bo tudi opozicija pravzaprav spoznala, da je potrebno pač tem ukrepom slediti, še posebej, če bo potem pridobljeno soglasje tudi vseh največjih partnerjev, to se pravi tistih, ki nasprotujejo, to je pa predvsem nekaterih največjih sindikatov. Za jutri nadaljujemo s plenarno sejo Državnega zbora. Kot sem povedal, bomo pripravili še nekatere ukrepe, ki bodo predmet redakcij in pa seveda tudi pogajanj. Jaz upam, da bo to soglasje s sindikati doseženo in če tudi v opoziciji delajo tisto, kar govorijo, potem bi ta paket moral biti sprejet z zelo visoko stopnjo soglasja. Pravzaprav tako, kot se je zgodilo decembra meseca ob sprejemu interventnega zakona.
Hvala lepa.